Pretekli teden se je naša ekipa mudila v Čateških Toplicah, kjer se je zbrala podeželska mladina iz vse Slovenije na tradicionalnem kvizu Mladi in kmetijstvo. Mladi slovenskega podeželja so organizirani v številna društva, ki so povezana v Zvezo podeželske mladine Slovenije. Vsako leto pripravijo dve veliki prireditvi na državni ravni, kviz Mladi in kmetijstvo ter kmečke igre. Ta srečanja poleg izobraževanja in druženja praviloma izkoristijo tudi za razpravo o aktualnem položaju mladih. Mladi so zdaj dosti v takem čudnem položaju, ker ne vejo, če bi ostali na kmetijah ali bi raje šli v mesto, ker je bistveno lažje ali pa lažje živeti. Na kmetijah je dosti fizičnega dela, kar v mestih ni. In mislim, da je zaradi tega vedno več mladih odhajajo v mesta, kot ostajajo na podeželju. Kaj pa sam ekonomski položaj? Ja, mislim, na kmetijah se da živeti kar dobro, vendar je treba imeti znanje, voditi papirje in vse, kar pa naprimer pri običajni službi ni potrebno. Mislim, da je tukaj bolj poglaviten ta faktor, da si mladi želijo izobraziti. Nekako ne vem, če kmeta smatrajo kot neizobraženega, vsaj tak so po moje stereotipi, vendar to ni res. Kmet je v teh časih, za kmeta je potrebno veliko šolanja. Mislim, da je tudi zaradi tega, ker je splošno mnenje prevladuje, da je bolje, če nisi na kmetiji in če nisi kmet, da imaš nekako boljšo prihodnost in mislim, da zaradi tega se to dogaja. Jaz sem tudi tak primer, ko najbrž ne bom ostal na kmetiji, čeprav to še ni povsem določeno. Jaz, ne vem, moja odločitev nekako se mi zdi, da bom nadaljeval študij in bom zaradi tega tudi težje pomagal na kmetiji in tudi kasneje ostal na kmetiji. Kaj pa so sicer prednosti življenja na podeželju, na kmetiji? Prednosti, ja, vsaj veš, kako izgleda krava, da veš, da ni krava vijolična, kot naprimer nekateri mislijo. Ne vem, tudi imam prijatelje, ki živijo v mestu in nekako se tudi bolje počutim na podeželju, je več svobode, ne vem, s športom se lahko ukvarjaš še pravzaprav bolje, več prostega časa, ni hrupa, mir, recimo. Jaz mislim, da predvsem to, da živiš zaenkrat še v čistejšem okolju, več imaš prostora za gibanje, za šport, za ostale dejavnosti še. Ne vem, tudi, tako rečem, v mestu, tako samo v stanovanju biti ves čas tudi ni najbolj zdravo. Na podeželju se pa vseeno gibaš, imaš za delati kaj. Ne vem, jaz mislim, da je vseeno pa tudi tista povezanost na podeželju še mogoče veliko bolj, so različna društva, kulturna, gasilci in se mi zdi, da še vseeno malo bolj povezano kot pa v mestu, kjer v principu še sosedov najbrž ne poznaš najbolj, ne. Kljub temu pa mladi bežijo iz podeželja. Kaj je glaven vzrok po tvoje? Ja, jaz mislim, da predvsem tudi to, da na podeželju, kateri ne morejo na kmetiji recimo delati, da jih je ne vem več, predvsem službene. Predvsem zaradi tega, ker prometnice recimo nekateri kraji so zelo daljni in je zelo daleč se pol za službe, da bi se skozi podeželja vozili in se potem raje preselijo v mesta, ne. Kar pa glih za mesto ni fajn, mislim za podeželje, da se prazni, mesta se potem samo širijo, ne. Kakšni so tvoji načrti? Ja, zaenkrat še težko govorim, sem še v srednji šoli, rada bi ostala na podeželju, predvsem res zaradi okolja. Mislim, da bi bilo mesto za mene preveč utesnjeno. Razmišljanja o vsakdanjih konkretnih težavah, ki jih je izpostavila trojica iz Društva podeželske mladine Brežice, pa smo pogrešali na okrogli mizi. Gosta, minister za kmetijstvo Iztok Jarc in predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Peter Vrisk, sta čas izkoristila predvsem za predstavitev programov in ukrepov kmetijske politike. Minister Jarc trenuten položaj mladih ocenjuje pozitivno. Predvsem me veseli, da so organizirani v tem društvu, ker je zelo pomemben, da so dejavni doma in na mednarodnem nivoju, ker to pomeni, da lahko tudi svoje interese bolj uveljavljajo.
Če me sprašujete za njihov gospodarski položaj, ekonomski položaj, to je seveda povezan z stanjem kmetijstva v celoti, ne. Tu so se zadeve v zadnjem obdobju malo stabilizirale, agregatni podatki kažejo, da situacija ni slaba, da je trend pozitiven. Je pa seveda, če me sprašujete za prihodnost mladine na podeželju, ta konkurenčna sposobnost tudi edini pravi odgovor na vprašanje, ali bodo ostali na podeželju, na kmetijskih gospodarstvih ali ne bodo. Če bodo kmetijska gospodarstva uspešna, bodo pač seveda ostajali tudi mladi, ne. Kako pa izboljšati to konkurenčno sposobnost slovenskih kmetij, jih boste spodbujali? Mi jih spodbujamo na generalni ravni z ukrepi kmetijske politike, ki mislim, da so znani. Posebej pa tudi za mlade je zanimiv en poseben ukrep, ki ga imamo, to je prevzem s strani mladega gospodarja, ki ga imamo tudi v povezavi z rento za tistega, ki to lastnino prepusti, in tudi v povezavi z investiranjem v to kmetijsko gospodarstvo v naslovi poslovnega načrta. Tako da mislim, da je to en soliden ukrep, ki zajema približno 250 prevzemov na let, in to je ena od tistih možnosti, ki jih država nudi, da bi se ta starostna struktura na kmetijskih gospodarstvih deloma izboljšala. Kakšna pa je sicer trenutno? Mislim, da je povprečna starost nad 50 let, mislim, da okrog 55 let, da je povprečna starost gospodarjev. Kljub vsem tem spodbudam pa še vedno mladi bolj ali manj bežijo s podeželja, tudi s kmetij, nimajo pravih razlogov, da bi ostali. Kaj svetujete, kako obrniti ta trend? Odvisno kje. Jaz slišim tudi drugačne novice, dobre novice, ne. Recimo, če gledamo čisto statistično, se je to zniževanje števila kmetijskih gospodarstv v Sloveniji zmanjšalo, ne, oziroma zaustavilo. To pomeni, da je interes za gospodarjenje na kmetijskih gospodarstvih, ne. Tudi uporaba zemljišč in se to kaže, da pravzaprav je interes za kmetovanje. In tudi mladina potem vidi tu svoje priložnosti. Recimo, ta zbor tukaj zajema, to društvo združuje cirka 4000 ljudi, kar je kar precej. Tako da jaz mislim, da za dobre kmetije je prihodnost in tudi za mladino. Večje zanimanje mladih pa je pritegnil osrednji dogodek državni kviz Mladi in kmetijstva. Glavni namen je preizkus mladih znanja, zato tudi vsako leto devamo aktualne teme in pa nove teme. Letošnje teme so biomasa, obnovljivi viri energije, domače lekarne, zelišča in domača lekarna, in pa Lizbonska strategija, ki je zelo pomembna, da jo mladi poznamo v prihodnje. Hkrati je pa tudi na državnem kvizu sama poznavanje Zveze slovenske podeželske mladine v zadnjem sklopu vprašanj. Mladi se tega kar množično udeležujejo. Je to ponavadi tako? Ja, vsako leto dejansko je to zaključek sklop večjih kvizov. Mi začnemo z našimi kvizi na občinskem nivoju, potem na regijskem in na koncu se pomerjajo mladi tudi na državnem nivoju. Letos jeseni predvidevate tudi Evropski kongres mladih kmetov v Sloveniji, naj bi se odvil. Kakšne so priprave? Glejte, kongres je potrjen iz strani Zveze slovenske podeželske mladine, iz strani CEŽE, Komiteja mladih kmetov Evropske unije, v pomoč nam je Kmetijsko-gozdarska zbornica, zdaj nam je tudi potrdila pomoč Ministrstva za kmetijstvo. Odgovor dobimo dejansko zadnjega v maju. Ni pa to sam kongres CEŽE, ampak je tudi zraven zbor mladega inovativnega kmeta EU, ki bo drugič, in pričakujemo veliko udeležbo, pričakujemo 200 mladih kmetov v Portorožu in pa povabili smo tudi samo komisarko Marjan Fišer-Boel. Tako da bo zelo, prireditev bo velikega pomena za mlade kmete in pa hkrati bo največja prireditev do zdaj v krogu mladih kmetov Slovenije.
Na Evropskem izboru mladega inovativnega kmeta bo prvič sodelovalo tudi 5 mladih gospodarjev iz Slovenije. Zveza podeželske mladine, ki sicer združuje vse mlade s podeželja, pa bo tako v ospredje postavila predvsem mlade nosilce kmetijske dejavnosti.